Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v prvih dneh velikega travna, ki nas je presenetil s pisanim vremenskim dogajanjem, poljedelcem pa prinesel odrešilne dežne kaplje. Osrednji dogodek tega tedna pa je gotovo obeležitev 70. obletnice konca druge svetovne vojne, ki je korenito spremenila zemljevid Evrope, za seboj pa pustila pustošenje in milijonske žrtve. Tragični dogodki druge svetovne vojne naj bodo opomin prihodnjim generacijam, upor slovenskega in drugih narodov pa zgled, kako močna je bila v tistih časih domovinska pripadnost. V informativni oddaji tega tedna si boste lahko ogledali nekaj dogodkov, ki so se zvrstili že pred prvomajskimi prazniki, nekaj pa je tudi takih, ki smo jih zabeležili v teh dneh. Zato ste prijazno vabljeni k ogledu. Na slovenjebistriški osnovni šoli Pohorskega odreda obeležili dan šole in prikazali dejavnosti, ki jih razvijajo vse leto. Člani bistriškega društva upokojencev so se udeležili volilnega občnega zbora. Kako preprečiti nasilje nad starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami? Ob dnevu boja proti okupatorju na bistriškem Pohorju že 8. Šarhov pohod in festival miru. 1. maj, praznik dela in opomin za že pridobljene, toda pozabljene pravice delavcev. Člani motokluba Atem si v sodelovanju z Avto Krka organizirali prikaz varne vožnje. Med prazniki veliko vlomov in škode, ki so jo povzročili nepridipravi tako v bistriški kot v sosednjih občinah. V športu o 3. mestu judoista Matjaža Ceraja na tekmi za veliko nagrado Zagreba, beseda pa bo tekla tudi o slovenjebistriškem balinerskem klubu. V rubriki Lokalne novice objavljamo prispevke, ki smo jih zabeležili že pred prvomajskimi prazniki, nekateri pa so čisto sveži. Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica že tradicionalno vsako leto pred iztekom šolskega leta predstavi staršem, učencem in drugim obiskovalcem dejavnosti, ki potekajo vse leto. Vanje pa je vključenih veliko učencev, ki svoje sposobnosti, želje in talent gojijo ves čas osnovnošolskega izobraževanja. Dejavnosti, ki niso neposredno povezane z izobraževalnim procesom, pa pomenijo za učence sprostitev, za marsikoga pa tudi kaže pot v nadaljnjem šolanju. Tako smo lahko v četrtek 23. aprila prisluhnili pevskim zborom, lepi slovenski besedi, različnim plesnim zvrstem, glasbi in drugim predstavitvam, na katere so lahko ponosni tako učenci kot njihovi mentorji. Beautiful day.
Predsednik Društva upokojencev Slovenska Bistrica je za petek, 24. aprila, sklical občni zbor članov, ki se ga je udeležilo nekaj več kot 90 upokojencev. Na dnevnem redu so bila poročila o delu društva in sekcij v preteklem letu, zbor pa je bil tudi volilni, saj so izvolili člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča, pa tudi predsednika, podpredsednika in tajnika. V poročilu o delu upravnega odbora je predsednik Društva upokojencev Gabriel Cintaver poudaril naslednje. Društvo upokojencev je v letu 2014 štelo 1322 članov. Konec leta je bilo 1322 članov, od tega 857 upokojenk in pa 465 upokojencev. Upokojenci pa so bili tudi prijazno vabljeni, da se v čim večjem številu udeležijo dejavnosti, ki jih izvajata tako Društvo upokojencev kot Društvo Metulj, sploh kar zadeva aktivno gibanje in preživljanje prostega časa. Vodstvo društva ostaja v taki sestavi kot doslej. Udeleženci zbora pa so lahko ob druženju, dobri kapljici in prigrizku prisluhnili glasbi in lepi pesmi. V občini Slovenska Bistrica so se pridružili preventivnim dejavnostim na področju preprečevanja nasilja nad starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami prebivalcev. O tej pomembni temi so razpravljali na okrogli mizi, ki so jo izvedli v petek, 24. aprila, v prostorih Doma starejših občanov v Slovenski Bistrici. Uvod v razpravo je podal strokovnjak z področja gerontologije in medgeneracijskega sožitja, predstojnik inštituta Anton Trstenjak, profesor dr. Jože Ramovš. Posebej je izpostavil problematiko nasilja nad starejšimi. Zato se predvsej uporablja za to področje, čedalje bolj v stroki, trpinčenje. Trpinčenje starejših, trpinčenje otrok in tako naprej, trpinčenje v službi, mobbing in tako naprej. To pa je tisto nasilje, ki človeku brez potrebe povzroča trpljenje. Tako da, kar bom jaz zdaj rekel, tale zemljevid je malo zemljevid trpinčenja starejših ali pa nasilja nad starejšimi. Tega je veliko. Po raziskavi, tukaj imam knjigo, imam vzdelana, moja, čeprav je stara še eno leto, Staranje v Sloveniji je tudi poglavje nasilje nad starejšimi. Se pravi, nad 50 let, 750 tisoč prebivalcev nas je starih v Sloveniji nad 50 let in terenska, reprezentativna, zelo strogo narejena raziskava, seveda je med 100 vprašanji o potrebah, ki jih imajo ljudje nad 50 let, o zmožnostih, ki jih imamo ljudje nad 50 let in o stališčih ljudi, ki smo stari nad 50 let. Se pravi, kaj potrebujemo, po našem mnenju, 750 tisoč ljudi, kaj zmoremo in kaj hočemo. Te tri stvari mora vsaka politika vedeti, če hoče dobro ravnati. Kaj ljudje potrebujejo, vendar ne samo kaj potrebujejo, ker potem so same želje, seznam želja. Kaj zmorejo, kaj neka skupnost zmore, tudi v preprečevanju nasilja, in kaj hoče. Vse troje je enako pomembno in to je ta raziskava, ki ima tudi eno poglavje, kratko obdelano, o nasilju nad starejšimi, trpinčenju nad starejšimi in približno skoraj vsak 10. prebivalec nad 50 let je doživel v zadnjem letu neko nasilje, po svojem mnenju. To pomeni neko dejanje, besede, zaradi katerih je trpel in ne bi bilo treba od drugih.
neko malo trpinčenje. Kakšno? 3 sorte ga je ponavad, ga stroka reče. Eno je besedno. Kot človeku zabrusimo v obraz tisto, kar ni pošteno, kar mu ne gre. Besednega nasilja nad starejšimi je polovica. Dobra polovica je grdih besed. Naslednja četrtina je dejanj. To pa pomeni odrineš ga, klofuta ali karkoli. To se pravi, tam nekje od teh 7–8%, ki so v zadnjem letu doživeli neko nasilje, neko trpinčenje od ljudi, polovica, dobra polovica z besedami, četrtina približno z dejanji in ta 1/4 slaba tudi ekonomsko nasilje. To pa pomeni dviganje pokojnine, dviganje denarja, ogoljufanje za njegovo premoženje, a ne, mama, ostarela, teta ali karkoli, lejte bomo zrihtali, boš ko v nebesih, v resnici je pa naslednji dan, ko podpiše brez vsega premoženja in tisto potem, naprimer, ali pa denar iz knjižice ali karkoli, ne. Valerija Kidrič, direktorica Centra za socialno delo Slovenska Bistrica, je poudarila, da je stanje na našem območju alarmantno. Opozorila je na fizične, predvsem pa premoženjske zlorabe. Zato bo v prihodnje še kako pomembno ozaveščanje ljudi o tej problematiki. Okrogle mize, na kateri so sodelovale številne občinske organizacije, ki so kakorkoli povezane z varnostjo, se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Pred praznikom dneva upora proti okupatorju so se 26. aprila pohodniki pridružili že tradicionalnemu šarhovemu pohodu od Treh kraljev do Črnega jezera in Osankarice in se udeležili festivala miru pri Treh kraljih. Pri Treh žebljih so se pohodniki, bilo jih je okrog 1000, spominsko slovesnostjo spomnili borcev pohorskega bataljona, ki je tukaj, sredi pohorskih gozdov, v neenakem boju padel do zadnjega moža. Med njimi je bil tudi legenda pohorskih upornikov Alfons Šarh s sinovi. Pod vtisom spominov so se pohodniki pridružili festivalu miru pri Treh kraljih, ki je potekal prav tako v sklopu Šarhovega pohoda. Festival miru nosi s seboj bogato in pomembno sporočilo, da smo ljudje tisti, ki soustvarjamo zgodovino, se zavzemamo za mir in skupaj z mladimi rodovi spoštujemo tudi napore in boj slovenskega naroda v najtežjih trenutkih njegove zgodovine. Slovesnosti so se udeležile veteranske in borčevske organizacije, veterani Dubrovnika, Sarajeva, legendarni komisar Franc Sever Franta, predstavniki domače in drugih občin ter mnogi obiskovalci od blizu in daleč. Slavnostni govornik je bil magister Dejan Židan, ki začasno poleg kmetijskega resorja vodi obrambno ministrstvo. Tradicionalne, tokrat že 8. festival miru, združen s šarhovim pohodom po poteh pohorskega bataljona, namreč povezuje vse tisto, kar je bilo v našem narodu najbolj uporno, usmerjeno v preživetje, hkrati pa vključuje tudi trezen razmislek ter smel in optimističen pogled v prihodnost. Življenjska zgodba narodnega heroja Alfonsa Šarha Iztoka je gotovo ena od osrednjih sporočilnih točk današnje prireditve. V njej namreč lahko najdemo veliko vzgledov za dejanja, ki jih lahko en sam človek naredi za svojo domovino. Alfons Šarh je bil časten in domoljuben slovenski kmet s Pohorja, ki mu življenje ni prizanašalo. Živel je v obdobju, katerem je svet in z njem tudi slovensko ozemlje in naše ljudi pretresala morija svetovnih vojn. V usodnih trenutkih, ko je našemu narodu šlo za preživetje, se je z vsemi svojimi močmi vključil v boj za slovenstvo in za svobodo. S tem je dokazal, da lahko tudi posameznik zavzeto se za skupno korist in ne zgolj za osebne, ter z veliko ljubeznijo do svojega naroda pomembno pripomore k veliko premikom. Naši predniki so v dolgem obdobju, dokler nismo imeli svoje vojske, služili v drugih vojskah, a kljub temu lahko rečemo, da so tudi tako oblikovali slovensko vojaško izkušnjo in slovensko vojaško tradicijo. Tako se je Slovencov močno dotaknila že Prva svetovna vojna, v katero so bili poklicani tudi slovenski možje, ki so se v slovenskih polkih avstro-ogarske vojske borili na več frontah
od Galicije do Karpatov ter na Soški fronti, kjer so bila bojišča med najbolj krvavimi v tej vojni. Na tej fronti, na kateri so prvi boj začeli že pred 100 leti, to je 23. maja 1915, se je boril tudi Alfons Šark. Ob koncu Prve svetovne vojne, ko je bila usoda slovenskega naroda negotova, je veliki Slovenec, general Rudolf Meister, prevzel oblast v Mariboru in za svojo vojsko zasedel slovensko narodnostno mejo. Njegov cilj je bil ohraniti slovensko Štajersko. Med hrabrimi majstrovimi borci je bil tudi Alfons Šark. Nato je prišla druga svetovna vojna, med katero so okupatorji slovensko ozemlje raztrgali na 3 dele in slovenski narod obsodili na uničenje. Pohorje je bilo takrat zatočišče prvih štajerskih partizanov in ga zato štejemo tudi za zibelko narodno-osvobodilnega partizanskega boja na Štajerskem. Pohorski kmetje niso oklevali in so partizanom ponudili hrano in prenočišče, čeprav je bilo to zelo nevarno. Na Pohorju januarja leta 1943 skupaj z svojimi 3 mladimi sinovi ter drugimi soborkami in soborci legendarnega pohorskega bataljona svoj poslednji boj za prihodnost slovenskega naroda bojeval tudi Alfons Šark. V tem boju se žal prekmalu končalo njegovo življenje, v katerem je storil največ, kar je bilo sploh mogoče narediti za dobrobit svojih vojakov in tudi vseh nas, naslednjih generacij. Pokazal je, kaj zmore slovenski človek, ko se upre potujčevanju in okupatorju, ki je želel zlomiti njegov narod in nenazadnje pokazal tudi to, kako močan je oporniški duh slovenskega kmeta, ki se je junaško izrazil že pred 500 leti s prvim vseslovenskim kmečkim puntom. Ob tem bi rad poudaril tudi, da se je večkrat v zgodovini Slovencev pokazalo, da so prav kmetje vedeli, kdaj se morajo sami organizirati v obrambi domovine in slovenstva in kdaj se treba pridružiti organiziranemu boju. Prav organiziran oborožen upor proti okupatorju in nacifašistični politiki je bil za preživetje Slovencev v drugi svetovni vojni bistven. Jutri je 27. april, državni praznik, ko se spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, dogodka, s katerim se je začel organiziran upor slovenskih domoljubov. Cilj upora je bila osvoboditev naše domovine. Ta cilj je bil dosežen, zanj pa je bilo treba veliko poguma in žrtvovanih je bilo tudi mnogo življenj. Letos bomo počastili tudi 70. obletnico zmage nad nacizmom in fašizmom, ter s tem osvoboditve. Prav je, da se ob tem s ponosom in s hvaležnostjo spomnimo vseh tistih, ki so v odločnem uporu proti okupatorju in za zmago v narodno-osvobodilnem boju dali največ, kar je mogoče. Dali so svoje življenje. S to zmago smo stopili v svobodo in tako naredili tudi pomemben korak k poznejšemu oblikovanju samostojne in suverene državnosti. Vojni za samostojno Slovenijo se našo zgodovinsko prizadevanje za svobodo in suverenost v celoti uresničilo. Pripadniki teritorialne obrambe in policije so nam takrat ohranili samostojno in suvereno državo. Z osamosvojitveno vojno so se tako uresničile sanje po suverenosti in svobodi naše domovine, ki so se začele uresničevati z bojem generala Meistra in njegovih borcev za severno mejo ter nadaljevale s hrabrim narodno-osvobodilnim partizanskim bojem v drugi svetovni vojni. V vojni za Slovenijo je svoj ognjeni preizkus doživela slovenska vojska, ki danes skrbi za obrambo suverene države Slovenije. Se vključuje v pomoč državljanom ob naravnih nesrečah, kar si prizadeva za ustvarjanje razmer vrednih človeka na tistih območjih sveta, kjer miru žal še vedno ni. V zraku je bilo čutiti vznesenost, ki sta jo obogatila z domoljubno glasbo Orkester Slovenske vojske in moški pevski zbor Tinje. Sodelovali so tudi tamburaši Kaukler in učenci Tinske osnovne šole. Razklan slovenski narod pa je poskušal svojo pridigo ponovno združiti pater Knaus. Je pa gotovo svojo povezovalno noto vse udeležence festivala zaobljubil Tone Petelinšek, ki je tudi njegov snovalec, da se naslednje leto zopet srečajo na Pohorju v zibelki štajerskega partizanstva. Prvomajska praznovanja se običajno začnejo z budnico, ki je že desetletja stalnica in jo ljudje z veseljem pričakujejo. Tokrat so prvo godbo v novem domovanju dočakali tudi stanovalci doma za starostnike v Slovenski Bistrici. Godbeniki Janka Živka iz Poljčan so v stanovalcih doma obudili nostalgične spomine na dneve, ko smo bolj brezskrbno praznovali praznik dela.
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane pa tudi na tak način povezuje obe občini, Poljčansko in Slovenje Bistriško. Slovenje Bistričani in okoličani, predvsem mladi, pa so 1. maj praznovali kar na vodi in ob vodi. Letos so se odločili, da bodo prvomajsko drevo postavili kar na ribniku na Farovcu, veselili pa so se ob njem. Praznovanje 1. maja je bilo tudi na Farovcu sindikalno obarvano, saj je o delu, pravicah delavcev in sedanjih razmerah obiskovalce nagovoril sekretar regijske sindikalne organizacije za Štajersko Martin Dular. Se pravi, ta proslava, ki organizira danes sindikat Skej skupaj z mestno občino Slovenska Bistrica, je že tradicionalna v tem prelepem kraju. Jaz verjamem in srčno upam, da se bodo časi spremenili. Vendar žalost je samo ena. Vse oči so vedno oprte v politiko in vse, kar se dogaja, smo na koncu krivi sindikati. Sindikat niso samo predstavniki sindikatov. Sindikati smo vsi, ki smo zbrani skupaj. Zato nam nekako uhaja tisti del sindikalizma, ki ljudje ne želijo več verjeti v nas. Zakaj ne verjamejo, nismo krivi mi. Krivi so politiki, krivi so gospodarstveniki in vsi ostali, ki si zelo polnijo svoje žepe. Kdaj se bo to nehalo, se vprašujemo. Vendar spomnimo se zgodovine, tako kot sem že prebral. Le skupaj moramo stopiti. Danes so nas razbili, sindikate razcefrali in ko sindikatov več ne bo, verjamte mi, še slabše bo. Jaz upam in želim, da bodo takšni 1. majski prazniki nas prebudili, zbudili, da se bomo zavedali, da so ga davnega leta se ljudje oprli, delavci oprli, da so lahko dostojno živeli. Danes verjamem v to, jutri mogoče bo prepozno, zato se združimo, da bomo skupaj solidarni, močnejši in nekako konkurirali vsem ostalim delodajalcem, tako politikom in vsem ostalim. Vsem skupaj danes tukaj želim prijetno zabavo, nekako oddih ta prvomajski in čisto na koncu bi še dejal, naj živi 1. maj. Pridružil pa se mu je tudi slovenjebistriški župan dr. Ivan Žagar. Za dobro vzdušje, tako kot se to spodobi ob takem prazniku, pa so poskrbeli Polskavska godba na pihala ter narodno-zabavni ansambli. V nedeljo 3. maja je motoklub Grofi Atem iz Slovenske Bistrice v sodelovanju s poslovno enoto Avtokrka Slovenska Bistrica že tretjič zapored organiziral prikaz varne vožnje za motoriste, ki ga je izvedla policijska uprava Maribor. Prireditve se je udeležilo več kot 100 motoristov, ki jih je pozdravil tajnik Zveze motoklubov Slovenije Simon Krajnc. Prikazali so, kako lahko v primeru prometne nesreče posreduje reševalec na motorju. Poleg tega so motoristi spoznali, kako lahko sami pravilno pomagajo motoristu ponesrečencu in nadaljne postopke, ki sledijo. Prvič so predstavili varnostni airbag Jopit za motoriste, katerega so udeleženci lahko tudi preizkusili. V času prireditve so motoristi opravili tudi brezplačen tehnični pregled motorja. Na shodu je sledilo še nekaj drugih zanimivih prikazov in dogodkov. Prireditev je med drugim popestrila dramska sekcija etnološkega društva Ložnica. Policisti in kriminalisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Neznani storilec je z grafiti porisal pročelje železniške postaje in poškodoval odtok umivalnika. Škode je za 400 evrov, vse skupaj pa se je zgodilo na Čerešnjevcu. Spodnja Polskava. Iz priročnega skladišča je nekdo ukradel vrtno oziroma parkovno kosilnico in tako ustanovo oškodoval za 3000 evrov. Čadramska vas. Iz hiše njegova lastnika sta bila medtem v tujini, je neznani nepridiprav ukradel več nakita, moško uro in bančno kartico, škode pa je za 8000. Kovača vas. Nekdo je odžagal vse 4 podstavke lovske preže, lovsko družino pa oškodoval za 400 evrov. Poljčane. Nekdo je vlomil v lokal, odnesel nekaj menjalnega denarja, 7 kg kave in 7 litrov žgane pijače. Škoda je za 800 evrov.
Cezlak. Iz gostinskega lokala so nepridipravi ukradli pomivalni stroj, glasbeni stolp, ojačevalec in laserski tiskalnik, lastnika pa s tem oškodovali za 3000 evrov. Farovec. V prireditvenem šotoru je neznani storilec ukradel moško usnjeno jakno z denarnico, dokumente, ključe in mobilni telefon, škode je za 200 evrov. V drugem primeru pa je izginila ženska torbica z usnjeno jakno, puloverjem in denarnico, toaletna torbica, ključi in osebni dokumenti, lastnica pa je oškodovana za 150 evrov. Zaradi kršenja cestnoprometnih predpisov so policisti podali 2 obdolžilna predloga, izdali 25 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Obravnavali pa so še eno delovno nesrečo, samomor in kršitev zakona o zaščiti živali ter prekršek s področja prepovedanih drog. Član judokluba Impol Matjaž Ceraj nadaljuje z odličnimi nastopi na največjih tekmovanjih. V nedeljo 2. maja je na veliki nagradi Zagreba osvojil bronasto medaljo. Ceraj je najprej z iponom premagal Hrvata Marjana Urliča, nato je z juko ugnal še Nizozemca Roja Mejerja. V polfinalu je moral priznati premoč poznejšemu zmagovalcu, Ukrajincu Jakivu Hamu. V borbi za bron pa je najboljši slovenjebistriški športnik z iponom le 15 sekund pred koncem dvoboja premagal starega znanca in 12. judoista svetovne lestvice Mađara Barno Bora. Balinarji Balinarskega kluba Slovenska Bistrica uspešno tekmujejo v rekreativni ligi vzhodne skupine Štajerske regije. V četrtek 23. aprila so v športnem parku v Slovenski Bistrici v tekmi 4. kroga tekmovanja premagali ekipo Gorice Šentjurja s 5-3. V zadnjem krogu so igrali neodločeno proti ekipi Vrbno Vrbica. Z 2 zmagama, 2 neodločenima izidoma in 1 porazom so slovenjebistriški balinarji na lestvici na 2. mestu. Sicer pa v prihodnje načrtujejo sodelovanje na različnih turnirjih in srečanjih. Poleg tega bodo svoj šport občanom podrobneje predstavili v okviru športnega vikenda, ki ga za začetek junija pripravljata Zavod za šport in Športna zveza Slovenska Bistrica. Spoštovani, prva majska informativna oddaja iz našega studia je končana. Želim vam, da bi dneve, ki sledijo, preživeli lepo in varno. V nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu arhivskega posnetka še ene od pogovornih oddaj Veznega člena. Pa srečno do prihodnjič.